Živijo sem skupaj. Teli naši intervjuji se kar vrstijo en za drugim in sicer zato, da malo vam povemo o naših izkušnjah pri delu na sebi. V naši skupini je kar precej članov že in z precej leti dela na sebi. Nekateri so pa malo mlajši, a ne, Milena? In med drugim je tudi med naša... nje spadam tudi jaz. Ja, med te mlajše je seveda naša Milena. Mi, da se sicer poznava že precej let, ampak pred 2 leti so pa v bistvu prvič začele skupaj delati, bomo rekli tehnike, si prišla na delavnico. Pa me malo zanima, no, jaz tebe vidim že vsa ta leta kot, ne vem, tako posebna si mi bila vedno in si imela v sebi že prirojeno neko modrost. No. Zdaj mi povej, kako ti doživljaš recimo te naše delavnice, dvig energije, tehnike, kakšne spremembe so bile zdaj v vsem tem času? Spremembe so bile kar velike, ker jaz sem k tebi prišla v nekem momentu, ko sem v bistvu rabila pomoč in sem jo potem seveda našla v sebi s tvojo pomočjo. Zdaj v teh 2 letih srečevanj in učenja teh tehnik in dihanja in meditiranja se mi zdi, da sem bolj umirjena, predvsem imam pa občutek, da je v meni neko ravnovesje in da še vedno se učim, še vedno me kakšne stvari pretresajo, ampak se hitreje pobiram in nekako sem zadovoljna s sabo, tako se mi zdi, da sem zelo v redu. Super, evo, to radi slišimo. Ja. Kaj pa ti je največji izziv recimo pri delu na sebi? Ali pa ti je bil, no, pa si ga presegla? Mislim, moja želja je, da bi bila boljši človek, da bi bila bolj prijazna, bolj ljubezniva, bolj strpna, bolj razumevajoča, da bi imela več empatije. Včasih mi to manjka. Zdaj si želim, da bi, recimo, da sem podelala tiste velike, ali pa prenosila tiste velike kamne, da bi zdaj dodala te kamenčke in da bi nekako lahko rekla, da sem dober človek. Povej mi še to tvojo izkušnjo glede, ti imaš svoje podjetje, kako se to kaže recimo v tvojem podjetju, to tvoje delo na sebi, kakšne so spremembe, jih vidiš pri sebi in seveda pri tvojih zaposlenih recimo? Jaz mislim, da bi, če bi njih vprašala, da bi tudi oni prepoznali, da se je nekaj spremenil. V bistvu imam več potrpljenja z njimi in vedno si rečem, tudi on ali pa ona je človek z vsemi željami, pričakovanji. Včasih sem bila, jaz sem tako malo nestrpna in potem kar na hitro neki in zdaj pa tako si vzamem čas, jih poslušam in probam tudi, danes sem dobila eno zanimivo karto, prvo na to temo, poslušaj tudi njihovo plat. No, in to je mogoče, kjer sem jaz bila slaba, pa še vedno nisem tako zelo dobra, ampak se mi zdi, da zdaj to imam več tega v sebi, da si vzamem čas za njih. Res je tudi, da zdaj je pač delo drugačno, da imam ta čas, ker se v bistvu ukvarjam samo z njimi, s sodelavci. In tudi mi smo kar nekaj delavnic naredili za sodelavce, da so se učili, kako živeti en z drugim, kako si pomagati, kako vedno na drugi strani videti sočloveka. Ampak seveda potem to nekaj časa traja, potem pa vidim, da bi bil čas, da spet obnovimo te stvari. Ti veš, da imamo tudi možnost, da grejo k tebi na delavnico, imajo določene stvari, kjer lahko gradijo svojo osebnost, ne samo strokovno znanje, ampak predvsem, da so močni, dobri ljudje.
Ja, jaz sem recimo opazila pri tvojih teh, ki hodijo k meni na delavnico, je velik napredek. No? Zdaj se nekako srečujemo 1 leto, enkrat na mesec in moram reči, da so res tisti, ki hodijo tako res počasi dojemajo in prihajajo do spoznanja in vidijo širšo sliko. In meni je bilo recimo zelo všeč, da si jim ti omogočaš v bistvu vse to, da lahko oni sploh pridejo. Ne? Da je to ena velika sreča. Ne vem, če se oni sploh zavedajo tega. Mislim, da te, ki hodijo k tebi, se jim škoda, ker ne hodijo kar vsi, ker bi mnogi rabili. Mnogim bi to koristilo, ker so še mladi. Jaz vedno rečem, da jaz sem nekje po 50. letu sem imela katarzo in sem ugotovila, da je še nekaj drugega. In sem potem začela čitati knjige, se ukvarjati pač malo več sama sabo z duhovnostjo. Mislim, da te, ki hodijo, vejo, ne, da je to sreča, ampak jaz sem to naredila zaradi tega, ker je meni to tako pomagalo. Veš, in jaz imam pač sodelavce, in ker nismo tako velika firma, za vsakega približno vem, kakšna je njegova zgodba in si tako mislim, pejt k Letici, pa ti bo lahko pomagala, da boš našel pot. Vse moraš sam prehoditi. Ne? Ja, vse. Ti nič ne moreš narediti namesto mene, ampak že ta podpora, ta pomoč, pa da se ti odpirajo neki svetovi, ki so prej bili, ne vem, povsem neznani. Ne? To je, se mi zdi. Kaj pa tudi fino, seveda se pa zdaj ti ljudje med sabo pogovarjajo. In potem morda zintrigirajo še koga, ne, da reče, kaj mi rečemo, to je pa tako vrhunsko, veš, ko te odnese tam nekaj gleda in morda se bo še kdo pridružil, kar bi bilo fino. No? Ja, super. Jaz se spomnim prve delavnice, je bilo tako smešno, vsi so me čudem gledali, kaj je to vse v redu, ker smo delali kundalini. Ampak ne, je razlika, res so napredovali, ne glede na vse in sem zelo hvaležna res in tebi in njim in Veš kaj se rečem, če smo enemu pomagali, je to ogromno. Ja. Ne zdaj, da rečeš, da pa morali vseh 50 hoditi k tebi, ampak če smo uspeli, veš, da se je enemu življenje morda zaradi tega spremenilo, ker ti mislim, če se spremeniš tudi doma, veš, morda jim je doma lažji v odnosih, v službi itak, ker je, mi smo super firma, ampak seveda pridejo situacije, ko pride do konfliktov in je to zelo pomembno, ne, da imaš to zavest v sebi, so samo ljudje. Ne. Ja, in tudi jaz sem samo človek z vsemi napakami, nihče ni zdaj superman, ali pa superwoman. Ja. Kako ti je bilo pa na delavnici, zdaj te vikend delavnici, je bila kar... Meni je bilo super, zato ker sem tako nekako sem tako zaokrožila lepo pač s to namero, v katero sem prišla. Tako se mi je zdelo, da sem danes na rekapitulaciji lepo naredila in tak zaključek in sem nekako končala z mislijo, ne, se pravi, želim si biti dober, boljši človek, ampak z vso integriteto, ki jo pa želim ohraniti, se pravi, ne zdaj, veš, kar razdajam, ne, ampak tako želim pomagati res tistim, ki so pomoči potrebni, na nek način, če bom lahko, ne, ampak se pravi, ohraniti pa integriteto, ker mi je to zelo pomembno, da jaz ostanem tako čvrsta, močna. Ja, no se s tem lahko tudi zaključil dejansko, da je integriteta tudi meni osebno na prvem mestu. Ne? Se pravi, da si ti, da stojiš za svojimi besedami, za svojimi dejanji. Ne? In po mojem to največ. Ne, da se razdajaš, ja, da dajaš in da prijemaš, ampak da res, da si človek na mestu. No? Ne vem, tako se mi zdi, da se bi lahko vsi naučili tega. Ne? Super, hvala lepa. In upam, da ste kaj tudi zase vzeli iz tega intervjuja ven, sploh tisti, ki delate na svoje, se pravi, delo na sebi pomaga tudi pri podjetju, v podjetništvu, da so boljši odnosi med sodelavci in pa nadrejenimi, podrejenimi, kakorkoli v bistvu se splača delati. Ne, Milena? Vse. Okay. Mi smo dokaz za to. Ja, tako. Hvala ti in čau, lepo se imejte.